Zdaj, ko so to storile vse 3 občine, sledi priprava novega odloka. Potem so to še razni sporazumi in pogodbe in mislim, da bo realizacija konec v jeseni ali pa celo v novem proračunskem letu 2013. Čeprav bomo skušali vse narediti, da bi se občina, torej Škocjan, ki ima željo po tem naslovu, čim prej pridružila nam. Prejšnja občinska uprava v Škocjanu si je zastavila, da bi bila nosilka inšpekcije in redarstva z občinami Mokronog, Trebelno, Šentrupert in novo nastalo Mirno. Nekako takrat mnenja občinskih svetnikov ni bilo in ni bilo dano pozitivno mnenje, tako da smo v letu 2011 na svoji 5. redni seji je bil predlog, da pristopimo k občini Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica. S priključitvijo nove občine bodo šentjernejska občina kot nosilka medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Kostanjeviška in Šmarješka občina zmanjšale stroške, saj jih bo del prevzel Škocjan. Za sam zagon bo mogla občina prispevati cirka 5000 evrov, za letno delovanje tega inšpektorata pa bo stalo občina 11 000 evrov. Se pa ob pridružitvi nove občine pojavlja vprašanje o morebitnih dodatnih zaposlitvah. Smo tudi jasno povedali, da na področju redarstva ni torej nobene možnosti, da bi prišli do neke nove zaposlitve. Mogoče se bo skozi leta pokazal čas, da bi na inšpekcijskem področju na celotnem terenu potrebovali še kakšno pomoč za uspešne izvedbe samih planiranih akcij. Sicer pa se je na seji predstavil tudi nov direktor šentjernejske občinske uprave Stanislav Galič. V prihodnje vidim predvsem zadolžitve v pridobivanje nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev Evropske unije, kajti to je podlaga za razvojne programe, ki bodo lahko zanimivi za tuje vlagatelje ali domače vlagatelje, ki bodo prinašali nova delovna mesta. Ključni projekti v občini ta čas so izgradnja kanalizacijskega sistema in dokončanje čistilne naprave, ureditev Gorenje Brezovice in Vrha pri Šentjerneju, dograditev vrtca in izgradnja doma starejših občanov.